Fantasy. Radio Fantasy. Z nama ni Tom Jones, je pa Simon Vadnjal. Dobro jutro, bi rekel Tom. Kar Tom Jones hotla reči, da veš. Ja. Pač mal ti še fali pigmenta. Pa veš kaj, on je bil res, on je majsterle. To je ta Wales scena. Smo se lih pogovarjali, on je dostavljal mleko, tako je kariero začel. No, pomagal je damam. Zdaj pa z glasom že koliko let? 60. Ja, nimaš kaj, je mojster, legenda. Tako da, no, ampak pustimo zdaj mi Toma Jonesa, zdaj imamo mi tebe tukaj na žaru. Ne? Hvala lepa, da ste povabila, tako. Ja, kaj se je zgodilo? Nekaj novega je prišlo ven, ne? Plato sem dal lani ven, Mal manj se je zgodilo. Mal manj se je zgodilo, ne? Čak. Prvo album je šel lani ven, smo naredili svoje, jaz sem vesel, da album imam, samostojna glasbena karijera funkcionira, Cover Lover tudi, zdaj pa mi naprej delamo, ekipa Kevin, pa Clifford, pa jaz smo naredili nov komad, Malo manj se imenuje. Zakaj malo manj? A veš, to boš mogel razložiti. Ne? Bom razložil. Se pravi, se poznata to sceno v paru, ne? Imaš drago ali dragega, kakorkoli, in pol pristaneš na malo manj, pa pol še na malo manj, pa pol ugotoviš, da mogoče pele ta zadnji krok, ne? Znana situacija, ker priznajmo. Tako, priznajmo. Zadnji krok dvojine. Se je zgodil čas, ne? Tudi v najboljših familijah. Tako da, ni fajn, je tečna stvar, ampak včas pa je lahko tudi navdih za komad in malo manj je točno o tem. No, in ker govoriš o tej dvojini, ki počasi pele zadnji krok. Zadnji krok, ja. Tudi sama pesem, videospot sem gledal. Ne moreš biti sam, ne? Ne, kje? In ste rešili zadevo. Cabrio je bil. Ja, koperske tablice. Pa ne tako neki fancy, pa tako, a veš. Retro. Prijatelj Uroš Šrajm je uredil prek še enega prijatelja iz fuzbal skupine Siniše, mi je uredil en res retro, tako lep meca, se vsem, res star avto iz 91. Cabrio, ta, a veš, nemška stara šola. Jaz se še v Cabrijih nisem vozil, vidva? Ja, poznata oba? Jaz pa še enkoli. Jaz moram imeti rutko na glavi. A vidiš, ti to vladaš, to kulturo Cabrio šoferjev in sovoznikov. Ti pač ne rabaš. Ne, tam je, v spotu, tam je šlo okoli, ne. Ampak noro, nisem vedel, da se da res tako, sončen dan smo imeli, šli smo tam v bližino Šentvida pri Stični, krasna pokrajina, češnje so cvetele, odprta streha, modro nebo, sonce, pa kaj češ lepšega. Simon, koliko časa ste se vozili? Ker to je videospot, ki se pelje od začetka do konca. Ja, res je. Cel dan, pa z dronom so nam sledili, ker so kadri posneti z dronom, tako da je bilo kar par zabavnih anekdot. Edin smešen je bilo to, ker je pač komad malo manj o temu, da en par fura zadnji krok. Nam je režiser rekel s Katarino, seveda sopevko, prijateljico Katarina Nasteska, nam je rekel edino ena stvar. Ne morate uživati v videospotu, ker so to videli. Vidva sta skregana. Vidva ne govorita niti ene besede in gledata vsak v svojo in a veš, ti so občutek, ka moraš iti s kom, ne? Recimo svojo žensko nekam, ne? Pa sta se lih spičila, preden sta se usedla v avto. In pol se peleta in tista vožnja traja ure in ure, se ti zdi, da pol dneva traja in ne spregovoriš niti besede. Ti ne popustiš, ona ne popusti. To je tisti moment, ne, slika je, tona ni. To vidiš to. No, ko smo že glih pri oldtimerju, ne? Pri mečki, koliko ste pa zapravljali za benz? Mislim, da verjetno glih ne pije 5,5, ne? Veš, kaj je zanimiv? Uroš, lastnik tega lepega Cabrija nemškega, mi je rekel, da ima porabe sicer okoli 15-16 na 100, ampak pazi zdaj to, če ga pa nažgeš na 190, ker ta mašina res mirno potegne, mu pa pade tam na 5-6. Tako da to je narejen avto za po teh švabskih avtocestah, ki ga pritisneš na polno, ne? Tako da nekaj smo skurili, ja, ampak glej, vse za lep videospot in poglejte si na YouTubeu. Ok, poglejte si na YouTubeu, zdaj pa napnite ušesa, ker ga boste pa slišali, ne? Na Radio Fantasy in po tej pesmi malo manj bomo preverili, kolikrat sta sploh spregovorila med vožnjo. Naslov novice bo malo manj Simona Vadnjala. 19 minut do 10 je ura. Simon Vadnjal je z nama, ravno kar smo slišali premierno pesem Malo manj.
Da te vedeli, kdo je Simon Vodnjak. Mislim, ne rabim kaj ekstra govoriti, ker itak te poznajo kot persono, ampak vidite ga na Pop TV-ju, bom rekel, v rubriki Pop in tam si ti urednik. Urednik, pa voditelj, v nedeljah hodim, pa kolega od Polone Jambrekove, pa od Ote Rož, pa od vseh ostalih punc in Alena Podlesnika, da ne pozabimo. Ja? Našega radijskega, stanovskega kolega, ki je tudi prešal. To ti si tudi bil marsikaj. Tudi na radiju. A še vzamete kjerga? A veš, da ja? Bi te zanima? Pa mogoče pa bi se probala, sicer pa če make-up Na terenu rabi ziher koga. Na terenu, absolutno. Veš kaj? Pa jaz sem skozi na terenu. Vem. Pa se smo v podobnem poslu, se tudi radio več ali manj veliko dela tudi na vizualnem zadnja leta. Ja, se vidiš, da danes te snemamo, tukaj gor črna kamera je tvoja. Veš, ne pokaži dekolte. Ne heci me, včeraj sem bil na treningu fuzbala, jaz sem spreman. Kako se reče, v formi, trudimo se, tako. Torej rekreacija. Absolutno. No, prej sva itak rekla, programa ni bilo, zaradi obveznosti, ki jih imaš danes, da gledaš čiv in lep. Veš kaj, gledal sem... Popravi si v frizuro. Veš kaj mi je bilo smešno, ko sem prebiral pevci, kitaristci, vse že voditelj si. Pol pa piše, da si pesmopisec. Pesmopisec, ja, tisti, ki piše pesmi. Tako, ja. A ni to tekstopis? To je pa tekstopisec. Pesmi pišeš, recimo, jaz s kitaro konkretno. A veš, to je, ker si pišeš pa tekst pa za pop-in, ne? Tudi lahko besedilopisec je pa se veš, ne, recimo, ena najbolj legendarnih je bila Elza Budal pri nas, ne, imamo milijon zelo dobrih tekstopiscev, ki niso bili, ni nujno, da so sploh karkoli kdaj peli ali pa delali muziko, eni sam besedila pišejo, to je kar umetnost, se veš, eni se pa tega lotijo, pa pol rata, se veš, nocoj, s teboj, za me, za te, pa te, vse veš, neke rime, na kaj se rima, ne, videla tudi ziher, kakšne pikce dobite na kakšne take, ne, klasike, res tako. Ne dobiva mi dva ošpic, pa pikic, pa takih stvari. Mava pa dejansko vsak svoje mnenje, ki ni nujno, da se strinjava, ker je pač tudi generacijski gap oziroma razlika vmes. Je pa zanimivo, kaj vse slovenski glasbeniki sproducirate. Pač razponje. Ja, res je. Mislim, lahko tak naredim. Za vsakega nekaj bi človek rekel. Ja, dobro, sam včasih bi si za kjerga mislila, če pišeš komade za sebe, pol jih sam sebe poj, ne? Ja, to je zdaj ena taka debata, ki pa še kam drugam. Ja, no, ampak mislim, da se Simon strinja z nama. Se je delno, ampak veš kaj, vsak ima svoje vesele, pustimo jim, ampak veš, včasih te pa tudi kaj pol presenet, ko misliš, pa kdo to posluša, ampak lepo pa bum rata, se veš. Ponavad, še z največjih traparij ratajo taki bumi, sploh na YouTubih raznih in na družbenih omrežjih, veš. Včasih je res tako full butast, pa rata res tako viralno, zaradi tega, ker se je neko delila. Kjer komat je že bil tak, what does the fox say? Ja, a veš, da se nama je, prav v hardware nama je šlo, ja, bolj ko je, ne, bolj ko štrli ven. Tle so sem pokazali, da v bistvu besedilo včasih niti ni sploh pomembno, ampak je pač beat in sama produkcija komada. Res je. Tudi jaz bi lahko postala pevka, smo že povedali, z autotunom. Kaj čakaš? Če mi noče komada zrihtati. Simon, jaz bi še rad nekaj časa živel. Pa naši poslušalci verjetno. Mislim, da tudi. Ja. V glavnem, hvala, da si prišel. Ne še id, pa še imamo. Skozi se menimo druge bedarije, vsi bodo pa nič, ne? Dej, ti moraš večkrat priti, ne sam takrat, ko imaš veselem povabta. Ja, veš, to je to. Jaz sem drugač večkrat kle v Celu prva, vse smo skoraj sosedi. Lej, s Cover Lover imamo z Alešem Uranikom, našim menedžerjem, pa Bubnarjem, imamo plac kle prva. Ja, točno. V zaklonišču. To nočne ptice, mi da pa jutranji program. To imaš pa prav, edin če prišli direkt pol izvajati, imamo jutranjega. Ta bi bila pa malo naporna. Pa pol še popoldne malo odspiš, pa greš pol zvečer na popit. Jezus Kristus. Ja. Kaj boš z narjem, človek, mi smo ti zrihtal še 2 šihta zramle. O glavnem, Katarinca, kak je bila? Daj povej. Katarina Nasteska je moja prijateljica že od, najstniških let, smo se družili veliko kot glasbeniki. Ona je ena najboljših bobnark v Sloveniji. No, sej, o tem sem hotela eno navršne. A veš, mislim, da je začela igrati bobne potem resno bolj za skupino Flirt. Potem pa v velikih skupinah tako, taka alternativna muzika, resna, tudi tako Žgal so ga Orang.
In po mojem je še lepo malo kasneje ugotovila, da ima pa čudovit vokal. In ko sem napisal komad Malo manj, sem gotov, da je to v bistvu dialog med dvema, se pravi ženska moški, in sem takoj slišal, čak, klem pa rabo žensko, to ne bo šlo, ne bomo mogli fejkati. In sem se spomnil na njo, ker ima čudovit vokal, v skupini By the Books tudi ustvarja Phonomonix, tako da se mi zdi, da smo se lepo speglala v komadu skupaj. Lepo sta se. Te je bilo mogoče kaj strah, ker se veš ženska, ki bobna, ne, zna tudi udariti. Bi mogoče kako čez hrbet dobo. Katarina je ful fajn, lepo je bilo sodelovati z njo, nobenega problema sploh ni bilo, veš. Kdo zna. Nekaj sem pozabil. Prej sem rekel, ko smo predstavili pesem, da bom povedal, kolikrat sta spregovorila v videospotu. Veš kako, tudi če sva, ker nama je pač režiser res dal navodila, da ne smemo govoriti nič. V videospotu ni nobenega kadra, kam midva sploh karko rečeva. Enkrat ti mahne z roko, sem celo besna je, ker sem na makadam zapelo. Me razumeš? Tam mi je vse po spisku. Na makadamu je jaz sem na makadam zapelo in una je roke v luft in veš kam me je poslana. Kaj nekam, ja. To je tako pri meni doma, ko vedno moja, ko pač mi dva se včasih peljeva skupaj tudi kam, ne, pa mogoče kdaj tudi jaz vozim za razliko in ponavadi smo ženske tiste, ko vse lukne pofuramo, pa po bankinah, ne. Zdaj pa vidim, da ste moški tudi tisti, ki skrenete kdaj spoti. A se hecaš? To je poklicno vladamo, da skrenjevanje spoti, halo? Načrtovanje. Ja. Ogledam Malo manj, Simon Vodnjal, kje pa te je malo manj? Si kaj se pripravil na poletje? Če bil včeraj na včeraj sem bil na nogometu, a veš? A veš, kaj mi dva nosva podložene majčke. A, razumem. Ja, vidim, da ti pa nimaš, ti imaš pa, kje pa ti kupuješ majčke? Da greva še mi dva mogoče tja. A veš, da res športam in nisem pa obseden z športanjem, zato dam six-pack kazu na obali, boli me patka za to, malo mi je mar za to. Sej tudi morjo je vseeno. Za tistih 10 dni, kako zgledaš za njega. Šuši mi dva bomo pač plovčka igrala. Boja, lahko se zavežete name. Ja. Šport je the best, ampak je pa fajn po športu in tudi nekaj pier s prijatelji, se podružiti, podebatirati. Še boljše pa v bistvu tako, da greš še popoldne pa na kosilo nekaj dobrega pojesti, pa pojem zvečer to skureš na fuzbalu. To je to. Kaj sta vi, nek sta do leto menila, to me zanima. Prnejco odpira jutr. Ja, klej v mestu, v Celju. Lahko prideš polizati, preden greš na bunker. Polimaraton, na polimaraton na koncert imamo jutr Cover Lover na Ptuju. Ampak pazi, spet smo pri športu, maraton. Maraton. No, mi dva nisva za maraton, sva za maraton. Ujutro na Radio Fantasy, ko je treba lapati na polno. Ne, vse ta je luškan, tam sem že bil. Fajn je. Ni toliko, veš, čeprav ene dvakrat zategne, tako da si misliš, po teh ravnicah, kje? Padeš z one cerkve dol na hrbet. Simon, eno stvar bi te še vseeno vprašala. Prišel si z enim komadom, kdaj prideš z naslednjim komadom? Vse v izdelavi, dela se. Se veš, plata je bila lani, letos bo po mojem nastal kar nekaj materijala in album bo, ko zadost pesmi, pa ko bo, kako se reče, zaokrožena enota. No, da je zorajem, ko pa se vam zmenta za kak špil še tle. In takrat boš odprl vrata našega studija, zdaj bom pa končal. Ja, sem tle. Odprli bomo pa zdaj srce, to se si zdaj lep komad izbral. Ja, zato ker je poletje, pa veš, pa fešta in tako naprej. Se lavi. Take life rečejo francozi, Simon, pa jih briga. Se pričakujemo danes na Pop TV, da se vidimo. Ja, čakaj, danes je petek, ne, danes boste pa Polono Jambrek ujeli, v nedelo pa mene. Dobre. Pa Polono tudi skupaj v Babova. Ok. Prav. Mej se pa, kot rečeno, kmalo pridi. Hvala vama, držite se. Čau. Simon Vodnjal, odpri srce, to pa je 2:21. 2:21. Radio Fantasy.